Zdravljeni, z vami sem Minka in že dalj časa razmišljam, da bom vsak začetek tedna posnela tako nekaj pozitivnih sporočil, kar s prehodom na vodovo tako kot neka usmeritev za tekoči teden. Pa potem imam tukaj še dvoje karte in bom pač malo pogledala, kam grejo energije v tem tednu, ker mogoče bo bolj enostavno na ta način plut skozi teden, ker včasih znajo biti energije kar zanimive. No, kakorkoli danes, ko to snemam, je 1. september, nov začetek, če pogledamo numerološko današnji datum, 1 plus 9 pa leto 9, se pravi, je res nov začetek. Dobesedno bi lahko rekli, da je tako kot novo leto. 1, se pravi to, kar se danes kreira, bo potekalo v naslednjih nekaj mesecev. No, in s tem seveda vsi strinjate, ki ste mogoče danes pospremali svojega otroka v 1. razred. Za nekatere se je začel prvi šolski dan srednje šole. In seveda, to so lepi trenutki. Vam povem eno tako zgodbo iz mojega življenja, ko je moja ta mala hčerka šla prvič v vrtec 1. septembra leta nazaj. V glavnem. In prideva zjutraj pred vrtec in je bil tak lep sončen dan kot danes. In ona se ustavi zjutraj ob 8, pred vhodom v vrtec, naredi tako: "Mami, čakaj." In se ustavim in ona naredi tako: "Po snegu diši." Jaz sem se do solz nasmejala. Po snegu je dišal 1. septembra. In če se spomnim potem, prvi šolski dan, ko je ta srednja hčerka šla v srednjo šolo in je bila prej neka vesela loka ali pa pisana loka in sem ji dovolila izhod do 11. ure in je prekoračila in je prišla domov močno kasneje in je zjutraj šla v šolo brez dežnika in jo je naprala in to je bil prvi šolski dan, ko je šla v srednjo šolo in še danes prav o tem, da je to eden od najbolj stresnih dni v njenem življenju. Ja, ti prvi začetki znajo biti včasih težki, ali pa zanimivi, ali pa smešni. No, kakorkoli, jaz se spomnim, ko sem moje otroke oddajala, da na koncu mi je bilo tako, sem čim hitreje pobegnila ven iz šole, iz vrtca, niso videli, da je meni težko. Tako, meni je bilo tako, ker se tudi zame začenjal drugačen obdobje, ker sem jih imela prej doma pod svojimi porodničkami in ko otroke oddaš v širši svet, je seveda sprememba na obeh stranih. No, ampak okej, dajmo pogledati za vas, ki tole gledate, kakšno je sporočilo pač za ta teden, prvi teden v septembru, kaj vam stvarstvo sporoča, na kar bodite še posebej pozorni, kaj je tisto, kar je prav, da zavestite, da veste. In prva karta, ki je prišla ven, je pozornost. Kam usmerjate svojo pozornost? V to, česar ni, ali pa kako bi mogli biti, v jezo, ali v to, kaj si vi res želite. Se pravi, vse poteka tako, kot je prav, vse je prav, prišla je karta vera, vse je tako, kot je prav, bodi mirna, neskončnemu v tebi vse uspeva in zaupaj Božji hitrosti. Vse se ureja, najvišje dobro vseh upletenih. Se pravi, nekako sporočilo za ta teden je, ne dajati pozornost na to, česar ni, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak enostavno spusti in boš videla, da se bo vse dogajalo tako, kot se mora dogajati. Zanimivo, stvarstvo ti čestita za pogum, si na pravi poti, vse poti naprej so gladke in zdaj poslušajte to, spodaj na dnu kart in obilje in bogatstvo. Tvoje življenje prihaja nekaj novega, nekaj pač tako na materialnem področju, poplačilo za tvoje delo. Ne se ukvarjati s pomanjkanjem, ampak se ukvarjaj s hvaležnostjo, z obiljem. Veste, kaj sem ta teden gledala, prejšnji teden gledala? Jutranjo navado Anthonyja Robbinsa. In v glavnem ta jutranja navada mi dejansko všeč, ker zelo nekaj podobnega tudi sama delam, ne nazadnje, ker začnem dan s kartami prehodu na vodovo.
In potem on pravi tako, najprej zjutraj se razmiga, globoko vdihne, da se sam s sabo poveže in potem najprej da pozornost na vse to, kar je dobrega v njegovem življenju. Vse to, kar je dobro, in vemo, da toliko stvari ima vsak v svojem življenju, zakaj je lahko hvaležen, kaj je dobrega v življenju, pač ali je bilo dobro v življenju, ali smo blagoslovljeni z otroci, ali smo blagoslovljeni z zdravjem, ali smo blagoslovljeni z lepimi odnosi okrog sebe, z stabilnimi odnosi, z krasnimi sodelavci. Pač vsak ima v svojem življenju, vsaj na enem področju, blagoslove. In dajte v to noter energijo. No in potem, ko daš ta občutanje, vse to, za kar ste hvaležni, potem od tukaj, pa potem zamižiš oči in dejansko zamižiš oči, kakšen stavek, zamižiš in si predstavljaš to, kar si želiš. Se pravi, kaj je tisto, kar bi pa rada, da pride v tvoje življenje, da se skreira v tem življenju, tisto, kar želiš pritegniti v svoje življenje. In on pravi, če ne obvladaš svojega notranjega sveta, kako boš upravljal z zunanjim svetom. In prišla je tudi, glejte, in novo jutro, in nova pot. Stvarstvo ti čestita za pogum, si na pravi poti in tvoje življenje absolutno prihaja obilje, bogastvo, vse dobro. No, tako da to so prva sporočila, ki so povezana s kartami prehodu na novo dobo. Zdaj pa poglejmo naprej. Se pravi, kaj bi bilo prav še ta teden, na kar si pozorna? Se pravi, ta teden se dogaja očitno neke spremembe tvojega notranjega sveta, oziroma s tvojim notranjim svetom kreiraš zunanje okoliščine. Zato bodi pozorna, da res daješ svojo notranjo pozornost na vse dobro v svojem življenju. Ker v nasprotnem primeru boš kreirala še več slabih stvari okrog sebe, tega pa verjetno ne želiš. In naslednja karta je prišla z zaziranjem vase. Ne glede na to, da vse glasove okrog tebe, kdo ti govori, kako ti govori, kaj bi moglo biti, umirjaj svoje notranje vode. Tvoje notranje vode naj bojo mirne, ker iz tega ti kreiraš. In naslednja spet umirjanje notranjih voda. Tišina, podzavest, pač zanimivo. Se pravi, nekako sporočilo za ta teden je, pet pogledati svoje rane, pet pogledati, česa te je še strah, ki si kritična, česa ne sprejmeš mogoče pri sebi, pri svojem telesu. In zato, ker se dogaja notranji preporod. Pač ne boš več dovoljevala, da te ljudje jahajo, ampak se sprebuja ta tvoja notranja moč in v glavnem ta tvoj notranji otrok se želi izraziti skozi svojo kreativnost, skozi svojo energijo, skozi glas tvoje duše dobesedno. Bodi navzoča v tem trenutku, bodi bolj v tem trenutku, da ko te zanese vrtinec misli spet na neko področje, kjer so negativne stvari, da se zavestno spraviš na pozitivno stran. In več časa preživljaj v naravi. A hodiš tiste pol ure na dan peš? A hodiš? Če ne, je danes nov začetek, nov dan in z današnjim dnevom dejansko začni hoditi. Začni hoditi vsak dan. Naredi si en tak krog. Jaz zdaj hodim od fige do fige. Vam povem, to je noro, koliko je to dobro. Koliko je to dobro. V glavnem, doma pojem pač najprej eno fiber, zaradi tega, da mi naredi bariero, da sladkor ne gre direktno v kri. Čez žličko kisa oziroma žličko kisa, ki jo damo vodo, to popijem. Mora biti mečken beljakovin, mečken pršuta, potem pa grem hoditi. In grem od fige do fige in se najem in je to dobro. In pač meni res paše tale primorska. No in zdaj pa tisto, kar je pa zate pomembno, je pa to, da se nehaš skrivati. Nehaj se skrivati, nehaj se poskušati zliti z neko okolico, ki si jo že zdavnaj prerasla. Tako da očitno boš morala kaj sleči oziroma kakšno težo dati dol, ker naslednja karta, poglej si to.
Kdo ti kikirika, kdo ti govori, kako bi mogla. In če si tako utrujena kot tale oseba na tej sliki, pač dej skipej že. Te ljudje, ki ti kikirikajo, kaj bi mogla, kako bi mogla, zakaj nisi. Ali pa mogoče tvoj notranji starš, ki ne utihne. To so pa tvoji programi mladosti, ko ti tvoja mama vedno govorila, kako bi mogli biti. In mogoče tvoj oče vedno razlagal, ali pa ni razlagal in si ti ustvarila neka mnenja, neka prepričanja, kako bi dejansko mogel izgledati tvoje življenje. No, zdaj pa dajmo pogledati še naprej. Se pravi, v tem tednu kaj kreiraš, kaj je tisto, beseda gre bogastvo, obilje, jesen, pobiranje pridelkov. To gre skozi mene, ampak dajmo vse pogledati. Ti se odločiš, ali boš v borbi ali ne boš v borbi. To je tvoja odločitev. Ti se odločiš, ali boš še vztrajala nekje ali ne boš vztrajala. Si mogoče prišla do konca neke zgodbe. Če si prišla do konca neke zgodbe, to pomeni, da ne delaj hitrih zaključkov, ampak da prvo pojdi pobrati vse, kar je za počistiti. Se pravi, ja, na nekem področju si dejansko ne moreš več. In na tistem področju, kjer ne moreš več, vso pozornost daje seveda v to ne morem več. Namesto da bi dala fokus tja, kjer se že zate kaže nov dan, kamor te želi življenje popeljati naprej. In ja, včasih moramo iti res preko bolečih izkušenj, zaradi tega, da razumemo, da to ni več naša pot. Da imamo mogoče stvarstvo za nas pripravljeno, nek večji načrt, mogoče neko selitev, mogoče boljšo službo, mogoče drug kraj bivanja, mogoče drugega partnerja, mogoče boljšo službo. In dokler smo mi nekje, toliko sem vložila tam noter, toliko žuljev, živcev, potu sem pustila tam. Ja, ampak te lahko pokoplje. Zato bi bil čas, da ti razmišljiš, kam greš, in da se zavedaš, da obilje te že čaka, ja, nekaj boš morala še narediti v tej smeri, in da ti si mogoče veliko več, kar ti govorijo ljudje okrog sebe, da ti si v osnovi kraljica, boginja, ženska, ki zna ustvarjati, ki ima ta Midasov dotik, česarkoli se dotakneš, nastane novo življenje, znaš ustvarjati. In če imaš ljudi, ki se šlepajo na tem, da ti delaš, drugi se pa šlepajo, mogoče je nekje neka skupnost, ki bo cenila tvoje delo. Ja, pač prav vidim, na nekem področju ne cenijo te tvoje rodovitnosti, mogoče imaš celo ljudi okrog sebe, ki so ljubosumni na to, da si pridna, delavna, da poskrbiš, da ti rata, in potem ti mečejo še dodatno polena pod noge. Ampak ko se boš začela zavedati svoje vrednosti, boš dejansko začela delati korake za sebe. No, in to je sporočilo za danes. Delaj korake za sebe, seveda imaš pred sabo možnost dveh različnih poti, vsaka te bo nekam pripeljala, ni napačna pot, da se razumemo, ker vsaka pot je prava, ampak po eni boš izkusila več radosti, več notranje izpolnitve, končno boš bolj zadovoljna in lahko se pa odločiš, da boš šla po lažji poti ta trenutek. In ta trenutek, po tej lažji poti, boš prišla sigurno do tega, da na dolgi rok ne bo to, kar ti želiš v svojem življenju. Prišla je karta sodba. Sodba se pravi na nek način, čas je, da dejansko sama presodiš, kaj je dobro za tebe in kar ni dobro za tebe. In zanimivo, prišle sta dve kraljici, se pravi kraljica, ki ima zemeljsko energijo, kraljica, ki ima ustvarjanje, ki ima denar, se pravi vse obilje, ki imaš strast v sebi. In prišli sta cesar in cesarica. Cesarica je rodovitna ženska energija, cesar rodovitna moška energija. Zdaj verjetno si se tako postavila v ravnovesje tako ženske kot moške energije, da vidiš, da mogoče ne potrebuješ, da te ljudje znova in znova in znova razočarajo. No, pa dajmo zdaj mečkam naprej pogledati, več kot ta teden.
Se pravi, ta teden si vzami čas za projekcijo oziroma nekako da narediš kot neko tako mini bilanco, da vidiš, kje si, kam greš in kakšni občutki se ti porajajo in kam gre po večini tvoja pozornost. In seveda, ti se lahko zadovoljiš s tem, da sanjariš o boljšem življenju, da mogoče bo nekoč nekaj boljš, da upaš, da nekdo se bo spremenil in se bojo same od sebe stvari spremenile, ampak še ena kraljica je prišla ven in je kraljica ljubezni, čašema, kraljica denarja, obiljema, notranjo lepoto in kraljica, tukaj palice so povezane zelo z idejami, ideje, novi projekti, se pravi, imaš ideje, vse to imaš v sebi in mogoče bi bil čas, da začneš majčkeno bolj sebe ceniti in nehaš sanjariti o tem, kaj bi bilo, če bi te nekdo poslušal, če bi nekdo naredil tako, kot ti govoriš, ker nažalost samo zgubljaš energijo in je prišla in pravica in sodba, se pravi dvakrat preceni, kje si, preceni, kam ti odteka energija in potem počasi, nobenih hitrih zaključkov, začni delati korake, ki izpolnjujejo tvojo dušo. Se pravi, karkoli. Začneš nekaj takega delati, kar te izpolnjuje, mogoče, da se vpišeš na kakšen tečaj, ne vem, če te osrečuje ples, greš na trebušne plese, greš na neko skupino, kjer se gibaš, če te navdušuje slikanje, mogoče je čas, da kupiš platna in začneš slikati, začneš pacati, ustvarjaš, če te kliče pisanje, mogoče čas, da napišeš prvo stran. Vsako potovanje dolgo 1000 milj se začne vedno s prvim korakom. In mogoče je čas, da nehaš razmetavati svojo energijo in energijo daš tja, kjer je tvoj božanski potencial. Naj vam povem še eno mojo zgodbo. Glejte, ko imajo hormoni žur, veste, da je pač uspešnica. 7. ponatis. V Sloveniji zdaj že poteka, mislim, gre že k koncu, vsakič natisnem 3000 izvodov. Se pravi, več kot 1% slovenskih Slovencev ima mojo knjigo, ko imajo hormoni žur. Več kot 1%. Zdaj pa pogledajte, zgodba te knjige. Ko sem nehala uživljati mrtvo energijo zakona in sem nehala dodajati energijo noter, sem začela pisati. V tistem obdobju sem se počutila tako kot nekdo, ki za vsako ceno želi oživeti nekoga, ki že zdavnaj umrl. In tako močno skače po njemu, mu daje masažo srca, ga oživlja, piha v njega in vsakič, ko se malo zganje, reče, še malo truda, pa se bo oživel. Nekaj, kar je umrlo, glejte, Jezus je oživljal od mrtvih. Ja, ampak jaz nisem Jezus. Ni mi uspel. Sem samo to energijo, ki sem jo porabljala za oživljanje mrtvega odnosa, preusmerila v knjigo. Ko imajo hormoni žur, je začela pisati. In ta knjiga ima v sebi nekaj, kar nagovarja ljudi. Nagovarja, da ljudje začnejo imeti sebe bolj radi, ker to je bila tudi moja pot, da začnejo govoriti o svojih čustvih, da so pozorni na sporočila telesa, da razumejo, da telo komunicira z nami tudi preko bolezni in da ljubeča skrb za telo je v osnovi prva stopnička ljubezni do sebe. No in, veste, stavek, ki ga seveda ne bom nikdar pozabila, je bil moj takratni mož, da se razumemo, nimam druga moža, ampak vse da je takratni mož. Je rekel, ko sem pisala knjigo, je rekel, in zdaj porabljaš in mečeš čas stran za to brezvezno pisanje. In kdo misliš, da bo kupil to knjigo? Kdo misliš, da bo kupil to knjigo? Ne moreš vedeti, kdo bo kupil to knjigo. Ne vem, nekdo, mogoče še kakšna taka
dušca, ki gre po podobni poti, kar sem jaz prehodila in bo tukaj noter najdla stavek, ki jo bo nagovoril. Pozitivna energija se dotakne vsakega, ki stopi v stik z menoj. Zaupam in izbiram pozitivne misli, skozi mene teče svetloba, ki sije iz mene. Zaupam tudi, da so moji otroci v popolnem božjem varstvu. V meni je moč, z vsakim dihom sem močnejša. Mene spremljajo angeli in mi odpirajo nove poti. In ko boste to res verjeli, da vas podpirajo angeli in da vam odpirajo nove poti, boste vedeli, angeli so tu, samo večkrat premagati jih prosimo za pomoč. Tako da, kdo bo kupil vašo sliko, kdo bo plesal z vami, kdo bo prebral vašo knjigo, kdo bo kupil vaše zelišče, kdo bo kupil vaš projekt, nimam pojma. Ampak se bojo najdali ljudje, ki so na isti vibraciji ali pa na malo nižji vibraciji in jim bo vaša vibracija pomagala pri tem, da bo lažje naredil korak naprej. To je to. In to je namen. Tako da, ja, sporočilo tega tedna je: naredi svojo notranjo bilanco, razmisli, kje si, ne razmetavaj svoje energije in jo usmeri z drobnimi koraki, z drobnimi spremembami v to, da si zmeraj bolj zadovoljna, zmeraj bolj srečna, zmeraj z več energije, boš videla, z drobnimi koraki se daleč pride. Tako da, uživaj, vse dobro, seveda se vidimo v naslednjem videu čez kakšen dan, ampak res mi je všeč ta ideja, vsak teden začetek tedna objavim video, ki nekako nas bo usmeril naprej za en teden. Tako da to je dovolj, tako da ta teden domača naloga, kam gre tvoja pozornost. Tako da uživaj, vse dobro ti želim in bodi pozorna na energijo okrog sebe, predvsem pa v sebi.